Dober dan. V glavnem je že vse povedala Agata, tako da samo kakšno stvar dodam. Zadnjih 5-6 let neutrudno objavljamo grobišče Župna cerkev v Kranju. Začeli smo s serijo 6 elektronskih izdaj, kjer smo pokazali terensko dokumentacijo, lansko leto pa s to novo nastalo podzbirko, ki nosi ime Najdišča, skušamo čim bolj natančno predstaviti grobove v tem grobišču. Gre za eno najpomembnejših ali pa saj zelo pomembnih evropskih grobišč s tisočletnim neprekinjenim pokopavanjem, nekje od 8. pa do 18. stoletja. Našli so zaenkrat približno 3000 grobov, ampak to vsekakor še ni v celoti izkopano grobišče, ker so določeni deli, kjer je danes na primer tržnica ali pa pod hišami, še neraziskani. V pričujoči knjigi smo najprej povzeli nekaj ugotovitev, povedali nekaj o dokumentaciji in predstavili pojme, s katerimi kasneje obravnavamo, označujemo grobove, pridatke, probleme in podobno. Glavni del pa seveda predstavlja predstavitev posameznih grobov in njihovih grobnih vsebin. Gre za grobove izkopane leta 72 in 73, ko je vodil izkopavanja kustos Gorenjskega muzeja Andrej Valič in je izkopal pravzaprav približno 800 grobov, ki jih tukaj predstavljamo. Izredna gostota grobov, predvsem na tem delu, ki so ga izkopavali 72. leta, nas je tudi nekako vzpodbudila, da smo na naslovnico dali ravno del grobišča, ki ga je izkopaval on, se pravi nekje med severnim zidom cerkve in sosedno zgradbo, kjer je na zelo, zelo ozkem prostoru res zelo nagosto pokopanih teh 800 ali nekaj takega pokojnikov. Gostota je taka, da so recimo v kvadrantu, ki meri v površini 5x5 metrov, tudi več kot 100 grobov izkopali. Poleg tega smo v tej knjigi predstavili še tiste predmete, ki ne sodijo v grobove oziroma nimajo posebnih podatkov. Razvrstili smo jih tipološko, se pravi prstane, naglavne obročke, zaponke, pa svetinice, križce in podobno. Zadnji del monografije predstavlja precej velik del po kvadrantih razdeljenega grobišča, se pravi načrt, ki smo ga tudi tu pokazali nekoliko drugače, kot je običaj, ravno zaradi prej omenjene gostote pokopov. Seveda tudi te knjige ne bi bilo, če ne bi prijazno nam pomagali in sodelovali kolegi iz Gorenjskega muzeja, ki so nam dali na voljo vso dokumentacijo in seveda gradivo. Hvala lepa.